V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dobrodošli v Evangeličanski cerkvi Dobrega pastirja Novo mesto. Kot cerkev 3. tisočletja želimo biti gostoljubni, raznoliki in vključujoči. Cerkev je namreč najboljše mesto za soočanje z verskimi dvomi in vprašanji sodobnega časa. Nenazadnje pa je cerkev kraj, kjer se umiri naša duša. Zato vsi dobrodošli, tudi vsi, ki nas spremljate preko zaslonov. Prisluhnimo najprej obvestilom. Minuli četrtek, ko je bil praznik reformacije, je bilo praznično bogoslužje v Evangeličanski cerkvi Primoža Trubarja v Ljubljani, na katerem je Božjo besedo pridigala naša duhovnica, doktorica Katja Brkič Golob. Veseli nas medsebojno sodelovanje med cerkvami, ki nas bogati. Hvala vsem, ki ste si vzeli čas in se v velikem številu udeležili bogoslužja v Ljubljani. Vsi smo lahko po koncu poskusili tudi Trubarjev golaž po originalni recepturi iz 16. stoletja, ki pa ostaja skrivnost. Jutri v ponedeljek ob 19. uri smo vabljeni na predavanje z diskusijo na temo, kako lahko umetna inteligenca moli namesto nas. V sredo ob 19. uri pa je v cerkvi molitveno srečanje z branjem psalmov. Torej jutri v ponedeljek je predavanje z diskusijo o umetni inteligenci, ki moli namesto nas. V sredo pa je molitveno srečanje, oboje ob 19. uri. Razlog za to zamenjavo je zbor duhovnikov iz cele Slovenije, ki je ta teden. V naslednjem tednu je tudi organizirana molitvena veriga v obliki posta, vsi zainteresirani se lahko javijo po bogoslužju. Naslednjo nedeljo praznujemo zahvalno nedeljo. To je praznik hvaležnosti. Ne le za materialne dobrine, ampak za vse Božje blagoslove, ki jih prijemamo skozi celo leto. Praznovanje zahvalne nedelje je izraz naše hvaležnosti Bogu za to, da smo del Božje družine, to je cerkve, in da naše medsebojne odnose preveva Božja milost. Zato bomo po bogoslužju naslednjo nedeljo deležni tudi manjše pogostitve. In zato smo tudi vljudno vabljeni. V novembru pa sledi še en dogodek, in sicer v soboto, 16. novembra, to je čez slabih 14 dni, bo organizirana božična delavnica za otroke, najstnike in odrasle. Naj spomnimo, da je bilo na lanskih predbožičnih delavnicah izdelanih veliko lepih izdelkov, ki so bili potem na voljo na božičnih bazarjih. Lani smo zbrali velik znesek, ki je bil nato izročen sirotišnici v Ugandi. Torej v soboto čez 14 dni vabljeni na božično delavnico. Prijeli bomo tudi elektronsko vabilo, ki ga lahko posredujemo dalje, komur želimo. Tako, sedaj pa bomo zapeli pesem, svetovno znano krščansko himno Dar milosti.
Prosim sesti. Biblično vodilo današnje nedelje je iz prvega pisma Timoteja in pravi: Kralj nad kraljujočimi in Gospod nad gospodujočimi, ki ima edini nesmrtnost, njemu čast in večna oblast. Prisluhnimo, kako se pobožen človek stare zaveze v psalmu 138 molitvi zahvaljuje za Božjo dobroto in zvestobo. Zahvaljujem se ti z vsem svojim srcem, v pričo angelov ti prepevam. Padam na kolena k tvojemu svetemu templju in se zahvaljujem tvojemu imenu za tvojo dobroto in tvojo zvestobo, ker si nad vse poveličal svoje ime in svojo obljubo. Na dan, ko sem klical, si me uslišal, povečal si moč v moji duši. Gospod bo izpolnil načrt v moje dobro. Gospod, tvoja dobrota traja na veke, ne zapusti dela svojih rok. Tudi mi, kot ljudje nove zaveze, molimo in se s priznanjem svojih grehov približujemo Bogu. Naš Bog, ničesar ne zakrivamo pred teboj, ker ti predobro poznaš naše življenje. Ti veš, kako smo oddaljeni od tebe in od izpolnjevanja tvoje volje. Ti nas poznaš, veš, kako se pogosto radi povzdigujemo nad drugega človeka, našega bližnjega. Ti veš, koliko nepravilnosti in nepravičnosti delamo iz dneva v dan. Zato, Gospod, usmili se nas. Naša skesana srca tolažijo besede milosti in slavospeva, ki pravijo: In jaz, Bog, vas bom sprejel in vam bom oče, in vi boste moji sinovi in hčere, govori Gospod, vladar vsega. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. V nadaljevanju bomo zapeli veselo pesem, ki pravi: Bom odletel.
bratje in sestre. Apostol Pavel je vernikom v Filipe med drugim zapisal tudi naslednji dve vrstici. Naša domovina je v nebesih, od koder tudi pričakujemo odrešenika, Gospoda Jezusa Kristusa. Ta bo z močjo, s katero si more podvreči vse, preobrazil naše bedno telo, tako, da ga bo naredil podobno telesu svojega veličastva. Peli smo o poletu v domovino. Ne v takšno domovino, v kakršni živimo danes, ampak v večno domovino. In ta pesem govori o prihodnosti, vendar se na to prihodnost pripravljamo že danes. Kot vemo, nekatere države omogočajo prebivalcem dvojno državljanstvo. Tudi kristjani imamo dvojno državljanstvo. Eno je državljanstvo tukaj na zemlji in drugo je nebeško državljanstvo. In vsako od teh državljanstv prinaša odgovornosti in hkrati tudi prednosti. In dokler živimo na tej zemlji in smo državljani dežele, v kateri živimo, imamo v mislih tudi nebeško državljanstvo. In zagotovo je največja prednost nebeškega državljanstva ta, da bomo vso večnost v Božji bližini. To bo nekaj najlepšega in nepredstavljivega. Ampak v svojem življenjem že danes dokazujemo, da razmišljamo tudi o nebesih in o tem nebeškem državljanstvu. Trudimo se, da bi ljudje prepoznali, da smo tudi državljani nebes. Pravzaprav smo kolonija nebes tukaj na zemlji, ker vemo, da je Jezus Kristus naš odrešenik. In to nas navdaja z veseljem in tudi z upanjem za prihodnost. In ker smo v mislih še vedno nekako v dneh reformacije, bi rada navedla, kako je Martin Luther razmišljal o sedanjem in o prihodnjem življenju. Takole je zapisal: to življenje ni pravičnost, ampak je rast v pravičnosti. Ni zdravje, ampak je zdravljenje. Ni bivanje, ampak je postajanje. Ni počitek, ampak je vadba. Nismo še to, kar bomo, a rastemo k temu. Proces še ni končan, to ni konec, ampak je pot. Vse še ne sije v slavi, a vse se čisti. In še ena misel: v mojem koledarju sta dva dneva, ta dan in tisti dan, torej današnji dan in dan, ki prihaja. In dragi zbrani, danes nam je ponovno podarjen nov dan in veselimo se tega dneva, da smo lahko skupaj, in veselimo se tudi dneva, ki prihaja. In zato odprimo svoje srca in svoje usta in slavimo Boga. Dajmo mu to najboljše, kar zmoremo. Kajti pesem pravi: živim zato, da bi te slavil. Shall
Srce mu dajem dan, srce mu dajem dan. zdaj klanjam se pred njim Zdaj klanjam se pred njim in njega le častim. Gospodova večerja je največji izraz krščanske edinosti. Vsi jemo isti kruh, Kristusovo telo, in vsi pijemo iz istega keliha, ki nas povezuje v Božjo družino. Verujemo v to, kar je Jezus rekel tisto noč, ko je bil izdan. Vzemite, jejte, to je moje telo in to je moja kri zaveze. Apostol Pavel je potrdil, da je Gospod Jezus ustanovil Gospodovo večerjo tisto noč, ko je bil izdan. Grški izvirnik za besedo izdan pove, da gre za dejanje, ki še traja. Običajno mislimo, da je Juda Kristusa izdal s poljubom tisto noč v Gecemanskem vrtu. V resnici to izdajstvo še traja in je neprekinjeno. Danes smo na drugačen način izdajalci tudi mi, zato vabim k molitvi kesanja. Naš Bog, ljubeči Oče in Gospod usmiljenja, vabiš nas, da smemo biti gostje pri tvoji sveti mizi. Priznavamo, da nismo dobri gostje, kajti živimo po svojem prepričanju, po izvrševanju tvoje volje pa se ne sprašujemo. Zato priznavamo, da grešimo hote in nehote v mislih, besedah in dejanjih. Veliko slabega storimo in veliko dobrega opustimo. Žal nam je zaradi naših grehov in zamujenih priložnosti, zato se kesamo in prosimo za tvoje milostno odpuščanje. Jagnje Božje, ki odvzameš greh sveta, usmili se. Kristus, usmili se. Amen. Naj luč vere, ki izhaja iz svetega krsta, razsvetli dušo, da bo čista sprejela dar večnega življenja. Gospodova večerja ni nekaj, kar delamo samo ob nedeljah, ampak je način krščanskega življenja. Vabim, da skupaj molimo Oče naš, ki je molitev cerkve. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Saj tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Amen. Naš Bog in Gospod, prosimo te, posveti ta kruh in to vino po svojem svetem duhu, da bomo jedli od kruha življenja in pili iz keliha odrešenja, ki je telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa, in bomo tako v edinosti med seboj in z vsemi kristjani. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Blagor tistim, ki so povabljeni na Jagnjetovo svadbeno gostijo. Vzemite in jejte od kruha življenja. To je Kristusovo telo za nas darovano.
Ker smo eno v Kristusu, bomo vsi skupaj vzeli kot znak edinosti. Vzemite in pijte iz keliha odrešenja. To je Kristusova kri za nas prelita. Ker smo eno v Kristusu, v znak temu bomo vsi skupaj vzeli vino. Vsemogočni Gospod, zahvaljujemo se Ti za Tvoje nežno usmiljenje. Spet si nas nahranil pri svoji sveti mizi, svojim telesom in krvjo
in nam podaril predokus vesele nebeške pojedine. Bog resnice, tvojo slavo smo videli na svoje oči in svojimi rokami smo se dotaknili kruha življenja. Ljubeči in najbolj sočutni Gospod, hvala ti, kjer si nas očistil svojo svetostjo, da bomo ljubili in oznanjali evangelij odrešenja vsem stvarstvu in bili pripravljeni na večnost s tabo. Amen. Dragi otroci, sedaj pa je na vrsti utrinek za vas, tako da hitro dol. Ker imam s sabo eno vrečko, lahko bi rekli vrečko presenečenja, ampak je žal brez sladkarij, tako da je samo vrečka. Tukaj pridete na sredino najprej, potem bomo šli pa na verouk. S sabo imam vrečko in v tej vrečki imam 3 stvari. In tem 3 stvarem je nekaj skupnega. Boste poskusili ugotoviti? Pa gremo. Prva stvar. Takole. Kaj je to, otroci? Vrč s številkami, ste ga že kdaj videli? Kje pa? V kuhinji. Kadar se pečejo piškoti? Palačinke. Mogoče boste danes popoldne potrebovali tak merilni vrč. To je merilni vrč za merjenje količin moke, sladkorja, vode in tako naprej. Potem imam drugo stvar. Bravo, to je meter, merilni meter. Tak, merilni meter za zaponko. Zakaj se uporablja merilni meter? Bravo. Koliko smo visoki? Koliko smo debeli? Ja. Če gremo v trgovino po novo omaro, moramo doma najprej izmeriti sobo in tako naprej. Torej, merilni meter, merilni vrč in potem imamo še tretjo stvar, knjiga, svetopismo, bravo. In kaj imajo sedaj skupnega te 3 reči? Ali sploh imajo kaj skupnega? Kakšna ideja? Naj vam pomagam. Ali lahko pokažete, izmerite, kako velika je Božja ljubezen? Kakšna ideja, kako lahko pokažemo, kako velika je Božja ljubezen? Če takole raztegnemo roke, tako velika, pokažite. Je tako velika ali je večja? Večja. Kaj pa, če tako naredimo, stegnemo gor roke? A je tako velika Božja ljubezen ali je večja? Večja, bravo. No, in zato, da lahko izmerimo, kako velika je Božja ljubezen, kako široka je Božja ljubezen, kako globoka je Božja ljubezen, pa nam pomaga Sveto pismo. Se strinjate?
ker v Svetem pismu je veliko zgodb o tem, kako nas ima Bog rad. In kakšno zgodbo o tem boste slišali tudi danes na verouku. Tako da sedaj lahko greste s svojimi kateheti, katehetinjami k verouku. Mi pa nadaljujemo z bogoslužjem. Tako pred nami je še darovanje naših prostovoljnih prispevkov, ki jih darujemo z veselim srcem, odprto roko in s pesmijo. In vsi ti prispevki so namenjeni izgradnji naše cerkve, ki je naš skupni dom. Zato bodimo blagoslovljeni tudi pri tem dejanju. V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Današnja tema pridige nosi naslov Razbeljena peč. Grozno, kaj ne? Odlomek iz Svetega pisma, ki govori o tem dogodku, je iz Stare zaveze Svetega pisma, iz knjige preroka Danijela, 3. poglavje od 1. do 30. vrstice. Mi danes bomo brali samo od 1. do 6. vrstice. Prosim, če ostanete pred branjem Božje besede. Kralj Nebukadnezar je dal napraviti zlato podobo. Njena višina je bila 60 komolcev, njena širina 6 komolcev. Postavil je v dolini Dura v babilonski pokrajini. Nato je kralj Nebukadnezar poslal po satrape, načelnike, upravnike, svetovalce, zakladnike, sodnike, višje uradnike in vse voditelje pokrajine, da bi se zbrali, in jim je ukazal, naj pridejo k posvetitvi podobe, ki jo je postavil kralj. Tedaj so se zbrali satrapi, načelniki, upravniki, svetovalci, zakladniki, sodniki, višji uradniki in vsi voditelji pokrajine k posvetitvi podobe, ki jo je postavil kralj Nebukadnezar. Postavili so se pred podobo, ki jo je postavil Nebukadnezar. Glasnik je z močjo naznanil: vam, ljudstvom, narodom in jezikom je rečeno, v trenutku, ko zaslišite glas roga, piščali, citer, harfe, psalterja, dipel in vseh vrst glasbil, se vrzite na tla in molite zlato podobo, ki jo je postavil kralj Nebukadnezar. Kdo se ne bo vrgel na tla in je ne bo molil, bo še isto uro pahnjen v gorečo ognjeno peč. Amen. Blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in se po njej ravnajo. Izvolite sesti. Prebrali smo
zelo nenavaden in krut dogodek. Dogodek, ki ne paše v 21. stoletju. Toda v nadaljevanju bomo videli, da v tem dogodku je čudovito Božje delo. Običajno zgodovina ohranja spomin na tiste ljudi, ki so uspeli zgraditi imperije, osvojiti tuje države. Takšni ljudje so bili po naravi ostri, malomarni do življenja svojih podrejenih, pripravljeni kadarkoli žrtvovati življenja svojih podrejenih. Tisti, ki so uspeli narediti nekaj, so bili zapisani v arhiv zgodovine. Usporedno zgodovino sveta, zaznamovano s številnimi solzami, bolečino in smrtjo, se odvija druga, veliko pomembnejša, to je Božja zgodovina. To je prava zgodovina, to je tista, ki ostaja. Na njenih straneh beremo o preprostih ljudeh, med katerimi so mnogi anonimni temu svetu, a poznani v nebesih. To so junaki, ki so naredili veliko več kot Nebukadnezar, Aleksander Veliki ali Napoleon. Njihova nagrada jim bo predana v nebesih. Dogodek, o katerem bomo govorili, je o 3 junakih, mladeničih, ki so se v enem najtežjih trenutkih svojega življenja znali pravilno odločiti, čeprav se je njihova odločitev zdela proti človeški naravi, se je na koncu izkazalo, da je odločitev bila prava. Zgodba o 3 mladeničih je še kako pomembna tudi v 21. stoletju. Verjamem, da je čas 7-kratne razbeljene peči zelo blizu. Takrat, ko bomo stali pred to pečjo, nas bo Bog učil in usmerjal, kaj moramo storiti. Ta dogodek, ki smo ga prebrali, je sestavljen iz 4 pomembnih delov. Prvi del, priprava na peč. Vsaka zadeva v življenju se začne s pripravo. Če želite biti prepričani, da vam bo uspelo, se morate najprej pripraviti. Veliko časa porabimo za pripravo, ko gremo na potovanje, za obletnice, za rojstne dneve. Priprava na trenutek, ko moramo stopiti v peč, pa je še bolj pomembna. To je priprava na trpljenje in zavedanje na posledice, ki sledijo. Preden so bili ti 3 mladeniči vrženi v ognjeno peč, se je zgodilo veliko stvari. Pod A. Pred vsakim velikim dogodkom je potrebno izbrati ljudi, ki bodo odigrali pomembno vlogo v dogodku. Našo zgodbo smo začeli z besedom kralj Nebukadnezar. Preden se je začelo dogajati, je bil čas, ko je hudič izbral in pripravljal svoje ljudi za svoj načrt, ki ga je imel v mislih. Pomembno je, da razumemo, da naše misli in naše besede žal niso samo naše. Na vse, kar počnemo, je določen vpliv, ki prihaja od zunaj. Resnica je kruta, ali smo Božji ali pa nismo. Jezus je tu duhovno resnico razkril v naslednjem izrazu. Nihče ne more služiti 2 gospodarjema. Ali bo enega sovražil in drugega ljubil, ali pa se bo enega držal in drugega zaničeval. Nikakor ne moremo služiti Bogu in mamonu. Bog nas je ustvaril kot svobodna bitja in imamo vso svobodo, da izberemo gospodarja, ki ga želimo ljubiti. Naša svobodna volja, s katero smo bili obdarjeni, nas prisili, da sprejemamo odločitve, ki kažejo na gospodarja, ki ga imamo raj, ali Boga, ali hudiča. Preden se je zgodil ta dogodek, je hudič izbral človeka, ki je ustrezal zahtevam te službe. Biti krut, brez srca, ponosen,
brez skrbi za življenje drugih. Želel je, da ga ljudi hvalijo. Najprimernejši človek za to delo je bil kralj Nebukadnezar. Bog ima pa svoje služabnike. Kliče, opremlja in motivira ljudi, mladeniče in mladenke, ki so mu pripravljeni stati ob strani v vsakem trenutku svojega življenja. Bog je videl te 3 mladeniče po imenu Hananija, Mišael in Azarja, ki ste skupaj z Danijelom na samem začetku suženjstva v Babilonu odločili, da se ne bojo oskrunili z kraljevo hrano. To so bili ljudje, po katerih je Bog pokazal svojo moč in razodel je njegovo slavo. Postavlja se vsem nam eno vprašanje. Kaj, če se ti 3 mladeniči ne bi uskladili z Božjim načrtom? Ne vem. Vemo pa, da je ta trojica uspešno prestala preizkus Božjega zaupanja. Dragi sestre, dragi bratje, vedimo to, da je čas pred razbeljeno pečjo čas izbire. Kaj boš izbral? Resnico ali laž? Kateri glas boš poslušal? Hudič išče svoje ljudi, da bi uresničil svoje načrte. Išče ljudi z umazanim in zlobnim srcem, ljubitelji užitkov in take ljudi, da bi bili čaščeni. Po drugi strani, Bog ima svoje ljudi, ki so pripravljeni uresničiti njegov načrt, ker toliko ljubijo Boga, da čast Bogu postavljajo nad svojim življenjem. Danes Gospod Bog gleda na cerkev v Novo mesto. Ali bo našel moške, ali bo našel ženske, mladeniče in mladenke, ki so pripravljeni iti skozi razbeljeno peč. Vedite, niso vsi izbrani za peč, ne more vsak vstopiti v peč. To lahko naredijo le izbrani, tisti, ki so se pripravljeni in ponižno in čisto življenje brez osebne slave in časti. Pod B. Sladek okus svobode. Vsi ljubimo svobodo. Je tako? Prva vrstica v 3. poglavju nam pove, kralj Nebukadnezar je dal narediti zlato podobo. Njena višina je bila 60 komolcev, njena širina 6 komolcev. To podobo je kralj dal postaviti v dolini Dura, v babilonski pokrajini. Če pogledamo na hitro, to ni nič nenavadnega ali spornega. Mogoče le ogromna velikost zlatega kipa. Lahko samo si predstavljate to velikost. Okoli 30 metrov visoko in 3 metre široko. Kip, katerega se je dalo videti več 10 kilometrov. Ko so ljudje videli, da kralj dela zlato podobo, je bilo med njimi sigurno veliko godrnjanja. Seveda, to počne, ker ima denar. Takrat je obstajala še verska svoboda. Tudi danes jo imamo. Ista življenjska filozofija je značilna za mnoge današnje Nebukadnezarje. Najdražji avtomobili, luksuzne jahte, brezskrbno življenje. Vse bi dali, da bi vsaj en dan bili Nebukadnezarji. Za Božjega otroka so časi svobode najtežji. Kajti sovražnik je neviden, veliko bolj zahrbten in veliko bolj nevaren. V času svobode se dogajajo dvigovanje zlatega kipa. Večina ljudi želi biti bogatejši, močnejši, vplivnejši. Dvigujejo svojo zlato podobo, za katero trdo delajo, v katero vlagajo vse, kar imajo in na katero žrtvujejo svoje zdravje in svojo družino. Pa poglejmo korake kralja Nebukadnezarja. Najprej je naredil zlato podobo.
Na to je to podobo postavil v dolino Dura. Dal je poklicati vsa največja kraljestva k posvetitvi zlate podobe. Lahko bi rekli, kako veren je ta kralj. Je kot dober kristjan današnjih dni. Ni ga samo naredil, ampak ga je tudi posvetil. Najbolj žalostno je, da v času svobode ljudje posvečujejo svoje zlate podobe. Hvalijo se svojimi podobami, ki jih častijo. V upanju, da bojo blagoslovljeni, pokličejo svoje prijatelje, svoje sorodnike, da pridejo pogledati njihovo posvečeno podobo. Živimo v času svobode, v katerem so ljudje v imenu te svobode sposobni početi nevarne stvari. Še bolj je nevarno stanje tistih, ki se zavedajo, da te prakse niso dobre, pa kljub temu ne storijo nič. To je molk vernikov, ki mislijo, svoboda je, vsak dela, kar hoče. Še bolj strašno je videti vernike, ki se prepustijo toku in gradijo svojo zlato podobo. Zlata podoba je lahko tudi določena oseba ali delo, ki vam preprečuje, da bi Boga postavili na pravo mesto. Še nekaj bi vam želel povedati. Kar se gradi v dolini, ostane v dolini. Ko začnete graditi v dolini, boste ostali ujetnik doline. Dolina Dura pomeni dolina zidov ali dolina trdnjave. Poglejte ljudi okrog sebe, ki so začeli graditi v dolini Dura. Eden za drugim so ostali ujetniki tega dela. Tako so zatopljeni v gradnjo te podobe, da minejo meseci in leta in ne pridejo več v Božjo hišo. Namesto tega od jutra do večera delajo v tej dolini. Ali je mogoče tudi nekdo od nas pade v tak vrtinec? Naša dolina Dura je lahko tudi misel ali odločitev. Če tega nisem jaz imel, naj imajo otroci. Pod C. Omejitev je kot oblak nad svobodo. Tisti, ki delajo na svoji zlati podobi, bi morali biti zelo zaskrbljeni. Žalostna novica je, da svoboda je kratkega veka in vedno po kratkem obdobju sledijo hudi časi. Ko je bila zlata podoba dokončana, se je kralju rodila ideja. Zakaj bi moral častiti sam to zlato podobo, ko pa imam vso moč, da zberem vse ljudi iz mojega kraljestva in pripravim, da bojo častili to podobo. Časi svobode so se bližali koncu, saj so se na obzorju zgodovine prijavili oblaki prisile. Poglejmo ta odlomek. Glasnik je z močjo oznanil vam, ljudstvom, narodom in jezikom, v trenutku, ko slišite glas roga, piščali, citar, harfe, psalterja, se vrzite na tla in molite zlato podobo. Svoboda se konča z zapovedjo. V času svobode ti nihče ne sme govoriti, kaj moraš delati ali ukazovati. V času stiske pa se situacija spremeni. Če so imeli ljudje do takrat različna mnenja o kraljevi zlati podobi, od sedaj naprej ne sme več nobeden imeti svoje mnenje. Mnenje je bilo diktirano od kralja. Vera je bila ukazana iz centra. Mnenje vseh je moralo biti enako mnenju kralja. Kaj je bila ta zapoved? V trenutku, ko zaslišite zvok, padite na obraz in počastite zlato podobo. Gre za enega redkih primerov iz Svetega pisma, kjer je glasba bila žal v službi hudiča. Bil je podoben trenutek,
ko so Izraelci peli in plesali okoli zlatega teleta. Tukaj je opozorilo za vse nas. Glasba sama po sebi ni slaba. Slabo je to, da glasbo lahko koristiš v slabe namene. Ni vsaka glasba slaba. Glasba, zaradi katere pa se klanjaš pred nekimi zlatimi podobami, je pa sprevržena glasba. Spomnite se skušnjave Gospoda Jezusa, ko je hudič odvedel Božjega sina na zelo visoko goru in mu pokazal vso lepoto tega mesta. Dobro poslušajte, pokazal mu je vso lepoto tega mesta. Ni mu pokazal grde strani sveta, ampak lepoto in privlačnost. In mu je rekel, vse to ti dam, če boš padel na obraz in me boš molil. Kralj zahteva isto stvar, z eno razliko. V zameno ni ponudil nič. Toda, če pogledamo natančno, vidimo, da tudi hudič Jezusu ni ponudil nič. On daje le počasen strup z večnimi grenkimi učinki. Kaj je Gospod Jezus odgovoril? Poberi se, Satan, kaj ti pisano je, Gospoda, svojega Boga moli in njemu samemu služi. Častiti moramo samo Boga. Pod D. Prihaja vihar groženj in skušnjava kompromisa. Kralj je naredil še korak dlje. Od verske svobode, ker je vsak lahko svobodno delo svojo podobo, je prišel na prisilo, iz prisile pa na grožnjo. 6. vrstica nam pove, kdor ne pade na obraz in se ne pokloni, bo še tisti trenutek vršen v ognjeno peč. Kralj je bil dovolj pameten, da je ugotovil, da če bi prosil ljudje, da ga častijo, da pridejo častiti zlato podobo, verjetno bi se zelo malo odzvalo. Če pa je dal ukaz smrtjo, pa bodo ljudje to storili iz strahu do svojega življenja. Tu pridemo do bistva. Kaj bi lahko storili, da bi rešili svoja življenja? Ali če vprašam drugače, kaj je pravo življenje? Od tu naprej ljudje delimo na dve kategorije. Tisti, ki cenijo samo to življenje, in tisti, ki živijo to življenje v pričakovanju in pripravljenosti na naslednje večno življenje. Srednje poti ni. Soočeni z ukazom grožnje in smrti so se ljudje iz kraljestva razdelili v dve kategorije. Če je do tedaj v času svobode vsak počel, kar je hotel, sta bila ob viharju smrti in grožnje le dve kategoriji. Številni so bili pripravljeni na kompromis, da bi rešili svoje življenje. Samo 3 mladeniči pa so rekli, to življenje je prekratko v primerjavi z večnostjo. Poglejmo 7. vrstico. V trenutku, ko so torej vsa ljudstva slišala glas roga, so se vrgla na tla vsa ljudstva, narodi in jeziki in molili zlato podobo. Verjemite mi, da je tam bilo še veliko Judov, poleg 3 mladeničev, ki so rekli, delamo tako kot oni, v srcu pa bomo ostali Judje. To je bila največja laž. To je bil trenutek, ko je kompromis premagal vero. Prava vera ni samo vera, prava vera je preizkušena v dolini Dura. Drugi del. Iz oči v oči s kraljem Nebukadnezarjem. To je trenutek, ko so se pravi junaki pojavili na odru zgodovine, pisane strani Boga, a ne ljudi. 3 mladeniči niso niti sanjali, da bodo kdaj postali junaki Svetega pisma. Pravzaprav junaki Svetega pisma ne razmišljajo o tem, da bi postali slavni. So le pravi ljudje o pravem času na pravem mestu. Prišel je čas za srečanje med kraljem,
človekom, ki je bil v službi hudiča, in mladeniči Hananija, Mišael in Azarija, ki so še naprej zaupali v Boga. Za to srečanje so značili 4 trenutki. Kot prvi, lov na Božje otroke. Ko izgine svoboda in ko se v življenju vernika začnejo čutiti oblaki prisile, viharja, grožnje, hudič sproži tako imenovan lov na Božje otroke. V takšnih trenutkih, ne glede koliko želiš ostati neopažen, pozabljen ali pobegniti, to ni mogoče. Pride čas, ko moramo zelo dobro opredeliti svoj položaj. Ali stojimo v Bogu, ali ga zapustimo. V 8. vrstici beremo: tako so v tistem času pristopili možje Kaldejci in so lažno obtožili Jude. Eno vprašanje za vse nas. Ali bi kralj Nebukadnezar izvedel, da v tisti množici so 3 mladeniči, ki zlate podobe ne želijo častiti? Jaz pravim, da ne. Če ne bi bili ljudje, ki so jih kralju zatožili. Vedno so obstajali ljudje, in to so še danes, ki niso zadovoljni, da nismo kot oni. Ne počnemo stvari, kot jih oni počnejo. Ne govorimo isto, kar oni govorijo. Ali lahko rečemo, da smo kristijani drugačni? Ali se vidi razlika? 3 mladeniči so stali medtem, ko so več tisoč ljudi se priklanjalo pred zlato podobo. Vztrajali so v svojem prepričanju, da se ne bojo priklonili pred zlato podobo. Žalostno je, da naše molitve prevečkrat izražajo željo po preživetju, ne po zmagovalnem življenju. Kot drugo, soočeni s izlivom človeške jeze. Po trenutku izdaje so bili 3 mladeniči pripeljani pred kralja. Mislim, da pred tem kraljem niti v najlepših dneh ni bilo prijetno gledati in sedeti z njim. V 13. vrstici beremo: tedaj je Nebukadnezar v strašni jezi in togoti rekel je, naj pripeljajo Šadraha, Mešaha in Abednegoja. Mimogrede, kralj jim je dal babilonska imena oziroma preimenoval jih je. Od začetka smo jih poznali kot Hananija, Mišael in Azarija. To so bili 3 mladeniči pripeljani pred kralja, ki je bil zelo jezen in zelo besen. Izraz takoj so jih pripeljali kaže na napetost in grozo pred kraljevo jezo. Tu je še dodaten pritisk na te 3 mladeniče. Ali ne bi tudi vi molili, kaj ste boljši od drugih? Vsi obtožujoči prsti so bili uperjeni v njih. Zapomnimo se, eno, ko se vsi obrnejo proti nam, se spomnimo, da nismo sami, ampak smo na Božji strani. Pod 3, hudičeva zvitost naj še enkrat zavrti glasbo. Hudič je tako zvit, da zna zelo hitro zamenjati pritisk. Gre od grožnje do ponudbe in nazaj grožnji. Enako je storil tudi v primeru 3 mladeničih. Ko so jih pripeljali pred jeznega kralja, jim je dal drugo ponudbo. Rekel jim je: sedaj bodite pripravljeni in v trenutku, ko zaslišite glas roga, piščali. Z drugimi besedami jim je rekel kralj: dragi moji, delam vam uslugo, morda niste razmišljali, kaj počnete. Sedaj vam dajem ponovno ukaz, posebej za vas. Zato naj glasba še enkrat zaigra, vi pa padite na tla in častite podobo. Veste, pride hudič do nas in nam reče: bravo, vsi so prvič videli, kako močna je bila vaša vera.
Sedaj je čas, da to opustite. Ni potrebno, da se pokažete kot heroji. Glejte, še enkrat bom zavrtel glasbo samo za vas. Če bi naredili statistiko, bi videli število kristjanov, ki so prvič ostali trdni v veri. Po drugem hudičevem napadu pa so bili poraženi, ker niso zdržali pritiska iz strahu pred smrtjo. Ti 3 mladeniči so pa izdržali. Pod D. Kateri Bog je močnejši? Nebukadnezarjev zadnji napad je omenjen v 15. vrstici, kjer pravi takole. In kdo je tisti Bog, ki vas bo rešil iz mojih rok? Kralj se je ponovno posvetil grožnjam. Potem, ko jim je prikrito namignil, dam vam še eno priložnost, jim je neposredno zagrozil, če boste takrat brcnili v mojo ponudbo, je z vami konec. V času, ko je boj največji, slišimo tudi posmehljivo vprašanje, ki prihaja iz hudičeve strani. No, kaj misliš? Kdo te bo rešil z moje roke? Takrat marsikdo od nas pomisli, ali me je Bog zapustil? Ko vam pride v misli kaj takega, ne pozabimo, da smo pod napadi hudega, ki koplje po temeljih naše vere in hoče uničiti naše duhovno življenje. 3. del. Druženje sredi plamenov. Najslavnejši trenutek v življenju Božjega otroka ni preizkušnja, ampak zmaga vere v osebnem življenju. Ko vera zmaga v boju proti prisili, grožnji, skazni in skušnjavi kompromisa, takrat se v celoti čuti občutek duhovne zmage. Upam se trditi, da je lepše od same izkušnje tisto stanje, v katerem te je vera vrgla z vsem, kar imaš in kar si v Božjem naročju. Pa poglejmo si še 4 korake prave vere. Prvi korak. Prava vera najprej izpoveduje osebnega Boga. V svojem obrambnem odgovoru so 3 mladeniči rekli, glej, naš Bog. Niso rekli Bog naših očetov. To nam pove o njihovem odnosu do Boga. Dokler nimate pravega odnosa do Boga, boste govorili iz govorov ali izkušnje drugih. Ko pa boste osebno spoznali Boga, boste rekli, moj Bog. Drugi korak. Prava vera Gospoda Boga nad mojim življenjem. Glej, naš Bog, ki mu služimo. 3 mladeniči so osebno poznali Boga in mu služili z vso svojo ljubeznijo. Ko veš, kdo je gospodar tvojega življenja in mu služiš z ljubeznijo, ne glede na ponudbo drugega gospodarja, ne izdaš svojega Boga. 3. korak. Glej, naš Bog, ki mu služimo, nas mora spraviti z ognjene peči. Ko stojiš ali stojim na robu razbeljene peči in pred očmi vidimo samo plamene, ali lahko rečemo, kot so rekli 3 mladeniči, vem, da imam vsemogočnega Boga v nebesih in v mojem srcu. Poglejmo zadnji stavek 17. vrstice. In rešil nas bo iz tvoje roke, o kralj. To je preprosta veličina vere. Pred kraljem, pred katerim je trepetal v svet, so stali 3 mladeniči, ki so po vrhu bili še sužnji in pravijo kralju. Misliš, da si močan in da ti nas nihče ne more vzeti iz tvojih rok? Motiš se. Obstaja oseba, ki je močnejša od tebe in to je naš Bog. Za tako pogumne besede potrebuješ veliko vere in modrosti. Sedaj pa smo prišli do vrhunca in najbolj pomembne točke v tej zgodbi. To so besede iz 18. vrstice. In tudi,
Če nas naš Bog ne izpelje iz peči, vedi, da ti ne bomo služili in se prikranjali tvojim bogovom in tvoji zlati podobi. Velika vera in moč je bila v teh besedah. 4. korak. Bratstvo v peči. Nastopil je trenutek prave vere in preizkušnje, ko so trojico vrgli, poslušajte, v 7-krat bolj razbeljeno peč, kot je bilo navadno. Sedaj pa se zgodi pravi božanski čudež. Kralj je videl nekaj, kar je presegalo vso domišljijo. Glej, vidim 4 može, razvezane, kako hodijo sredi ognja. Zelo mi je všeč njegovo opazovanje. Verjetno je gledal in enkrat štel, drugič štel, ampak skozi je dobil številko 4. 4 mladeniči so hodili svobodno sredi ognja. Tam sredi plamenov so imeli več miru, kot ga je imel kralj zunaj ognja. To je mir, ki ga lahko daje samo Bog. Ko pridete do peči, ne pozabite, da pravilna molitev ni: Gospod, ugasni ogenj preizkušnje, ampak Gospod, pojdi z menoj v ognju preizkušnje. In 4. zadnji del: vsa slava pripada samo Bogu. Ta zgodba se konča na zelo čudovit način. Ko si pripravljen z vsem svojim bitjem brezpogojno predati se Bogu, ko greš z vero naprej, ne glede na kar se bo zgodilo, v težki preizkušnji, ta preizkušnja je povzročila poveličenje Boga. Ljudje, ki so bili blizu z nami, nas pozorno spremljajo, kako se bomo odzvali v posebni preizkušnji. Rezultat vere 3 mladeničev je imel nesluten učinek, celo v življenju kralja Nebukadnezarja. Po tem dogodku se je njegovo življenje spremenilo in bil je pripravljen hvaliti Boga in priznati njegovo veličino. Končni namen preizkušnje v našem življenju je v tem, da smo trdni, neomajani in da končni cilj preizkušnje je poveličanje Boga. Na koncu bi želel še povedati tole. Vsak izmed nas se v življenju vsaj enkrat sreča z razbeljeno pečjo, če hočemo ali nočemo. Tudi pot v nebesa gre skozi razbeljeno peč. Ni pomembna intenzivnost ognja, ampak moč vere, ki nam pomaga zmagovito stopiti naprej. Drage sestre, dragi bratje, še zadnji zelo pomemben stavek. Najgloblji in najbolj spodbudni trenutki druženja z Bogom so trenutki druženja v ognjeni razbeljeni peči. In Božji mir, ki presega vsak naj varuje vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Amen. Pesem, s katero bomo končali naše bogoslužje, je Skrbi preložim na te Bog.
Prejmimo še zaključni blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nad tabo in ti podeli mir. Amen.